Ljudje in ljudine, poslušate Obod, 7. epizodo podcasta oziroma podaje, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo TV serije, filme in risanke vseh žanrov, od F do Z. Obod je organizacija braniteljev občih deviacij. Hvala, Igor, za tole. In to smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp. Dober dan. In Aljoša Harlamov. Lep pozdrav vsem zvestim poslušalcem in vsem, ki nas poslušate prvič. Čeprav, zakaj nas poslušate šele prvič? Tokrat se bomo za vas pogovarjali, oziroma smo za vas pogledali 3 serije. Skupaj je to že, zdaj na hitro za 2, 4 plus 3, 7 sezon TV serij, ki lahko ujamete na Netflixu oziroma ki izhajajo iz Marvelove hiše. To so Luke Cage, oziroma po slovensko Lukec in njegova kletka, ki je 22. junija letos izšel z 2. sezono, Iron Fist, jeklena pest, ki je 7. septembra izšel v 2. sezoni, ter Daredevil, drzni hudiček, ki je izšel 13. oktobra, že s 3. sezono. Sicer pa bomo gotovo s tem povezali še Jessica Jones, ki ima za sabo prav tako že 2 sezoni, in Punisherja, ki so ga ravno končali snemati v 2. in Defenderse, ki so imeli eno neslavno sezono, pa še kakšno drugo serijo bomo gotovo umenili usput. To je to za uvod, zdaj pa jingle. Za vse, ki še niste utegnili pogledati, kakšna je, jaz verjamem, da vas je kar nekaj, ki ste kot jaz in ne binžate zadev in morda vsaj še Daredevila, ki je šel pred 2 tednoma, niste utegnili pogledati. Pozor, Ministrstvo za serijske zadeve opozarja, da ta epizoda vsebuje veličastne spoilerje. In še en pozor, morda bo vsebovala preklinjanje. Prosim sicer svoja kolega Mito, da se malo zadržita. Ja, pizda. Je takoj. Vsekakor pa bo vsebovala simpatično, upam, da vam je simpatična štajerščina. Tako da, to je to. Skratka, Daredevil, Iron Fist in Luke Cage. Igor, ti nisi pogledal Luke Cagea in Iron Fista, praviš? Ne, stečal sem pri prvih sezonah obeh. Na eni točki sem ugotovil, da če želim pogledati vse stvari, o katerih se bom, pač čist vse serije Marvel, Netflix, Universe, da me čaka 70 ur gledanja. Nisi želel investirati tega časa v Marvel, Netflix serije? Ne, moral sem še gledati filme ob tem, ker sem filmski kritik. Tako da, sem videl par odličnih filmov, medtem ko z gospodom Fistom in Cageem pa se bom še spoznaval. Mislim, da se spoileri niso niti tako problematični pri teh serijah, ker se vedno... To je res, ja. Vse je stripovsko. Na koncu bo dobri fant zmagal, ampak ker je tudi Netflixovo, bo pri tem trpel. Se spodobi. Ja. In zdaj pač glede na Daredevil 3 in Jessica Jones sklepam, da tudi Cage pa Iron Fist bo to še morala mame srečati, ki sta že dolgo zgubljene na eni točki. Tako da te stvari so jasne, ne gledaš zaradi tega, ampak gledaš zaradi vsega, kako se bo zapletlo in potem kako se bo razpletlo. Na koncu bo junak zmagal, itak. To je eno od čarov tega, ampak drugi čar pa je tem, da se bodo v redu pretepali, pa tem, da imajo zlobneži, da kljub Marvelovi filmi imajo morda res probleme z villains, ampak tile zlobneži v teh serijah pa imajo vedno briljantne načrte, razen v Defendersih, ki so več korakov pred glavnim junakom in dejansko kljub temu, da veš, kako se bo končalo, pomisliš, kaj pa če ne. Ja, tako nekako. Zdaj mogoče za tiste, ki ne spremljate, vse se je začelo skupaj z Daredevilom, nekako je pač Marvel si zaželel potem, ko je začel furati franšize na
v kinu, tako je, ker so tudi bolj ali manj serije, zdaj že lahko govorimo, da so to tudi večurne serije ali pa ena serija, si je pač zaželel narediti pravzaprav nekakšno vesolje spet še v serijah. Zdaj sicer prvi so bili menda Agenti S.H.I.E.L.D., ki so bolj vezani na filme, tole je pa nekako stand-alone, novo vesolje. Ne, v bistvu je vseeno vezano na film. Ja, ampak se nikoli ne prepleta, ne, nikoli ni neki... Kao The Event. Ja, sem ne recimo to kot S.H.I.E.L.D. S.H.I.E.L.D. je res zelo vezan, tle pa je pač najprej bil Daredevil, se pravi prva sezona, v kateri... Ja, prva sezona Daredevila je bila najprej, potem je prišla Jessica Jones prvo sezono, v njej so predstavili Luke Cagea, potem je bil Luke Cage, prva sezona, potem je bila vmes še Daredevil druga sezona. Kjer so predstavili Punisherja. Tako, kjer so predstavili Punisherja, ki je potem imel svojo nalvanko, svojo sezono in potem je tle še Iron Fist prišel in potem so Jessica Jones, Iron Fist, Daredevil in Luke Cage igrali v Defendersih, skratka 8 delov ene posebne serije in zdaj so vsi nekako štartali po Defendersih nekako, po tej travmi, ki jo bomo imenovali, Defendersi pač štartali novo. Zdaj, po vseh so stripi, jaz mislim, da vsaj junake poznate, Daredevil je bil tudi film, ne ravno briljanten, odličen film, tako je. Ostali junaki niso imeli še filma, ampak Daredevil je pač slep odvetnik, ki se po noči bori proti kriminalcem, ki jih kot odvetnik ne more ustaviti v posebni pač maski hudička oziroma obleki hudička. Jessica Jones je pač super močna ženska, ki je tudi privatni detektiv, ki ima neke svoje travme. Luke Cage ima neprebojno kožo oziroma telo, ki ga pač ne moreš uničiti. Punisher ful strelja ljudi. Ja, on ima maščevanje pa rage na 11 našopano. To je tisto. Iron Fist je pa bogat deček, ki je strmoglavo z avionu nekje v Tibetu. Ampak ni postal Batman. Ja. Spoznal Kunlun, čudežno deželo in tam postal nesmrtni Iron Fist, kar je pač nek branitelj Kunluna, ampak pol se mu ful toži po New Yorku in po svojem denarju in pride nazaj v New York in se začne tam boriti. Skratka, to so ozadje teh treh štorij. Ja, s tem, da tole velja za te v seriji. V stripih je precej razlik. Recimo Jessica Jones na neki točki data Spidermana in je njegova sošolka in v glavnem dosti drugače se tam stvari. Pa tale košček trivije Luke Cage je najljubši junak Nicolasa Cagea, ki si je tudi ime nadel po Luku Cageu. Res, alke? Ja, on je Coppola, on je Nicolas Coppola, drugače, ampak se je zdelo, da ne bi bil rad obremenjen z tem Coppolo. Je rajši Nick Cage kot Nick Murdoch. In je zbral Luka Cagea. Ok. Dobro. Čeprav jaz moram reči, da kar se tiče super nekih sposobnosti ali kaj, meni ni Luke Cage pa Luke Cage pa Jessica Jones še kar tečno. Zima Luke Cage, mogoče boljš, če začnimo z druge plati. Skratka, če pogledamo najprej drugo sezono Cagea pa Fista, mogoče mi to malo na hitro, ker Igor bo mogoče komentiral prvo sezono, se nekako bomo v kompletu, tako se ne da o nobenih govoriti brez prvih sezon. Pa gremo mogoče štartamo z Luke Cageom, ki je prvi prišel letos ven druga sezona. Ne. Je bila. Prvi je bil Luke Cage. Skratka, Luke Cage. Kaj se dogaja, pove? Ja, Luke Cage v bistvu kao nadaljuje zgodbo iz prve sezone na ta način, da se on vrne iz zapora, ker v prvi sezoni je on... To se zgodi že v Defendersih, da se vrne iz zapora, Ja, točno, se upravičujem. Ja, ampak storija je zelo vezana na vrnitev iz zapora. Defendersi so itak zgodili tako v 4 urah. Ja, zelo na hitro. Kjer pač pada zopet v staro sceno, torej njegovi nasprotniki Mariah pa Cottonmouth, Cottonmouth umre v prvi sezoni, ampak Mariah nadaljuje njegovo dediščino, z tem Harlem's Paradise klubom, kjer se vse dogaja, vsa ta organiziran kriminal, kako povezati skup, ampak ki začne štrene mešati jamajška mafija,
Mislim, da je to Tako prav. je, jamajška mafija iz Brooklyna, ne? John Bushmaster McIver. My brethren, ne? Kjer on se počuti, da v bistvu Harlem pripada njemu in začne drek mišati, po domače povedano. Tako da Luke Cage je potem tukaj postavljen v precep ali pomagati Mariah, ali pa ustaviti, ali njo ustaviti, ali Bushmastera ustaviti, skratka neki trikotnik se spostavi in se on mora v bistvu odločati med manjšim zlom. Tako da tu je njegov moralni problem tega druge sezone, ne? Torej kako čim manj škode, pa čim manj zla storiti, komu pomagati, koga ustaviti. Ne? Če smem med klic, Ja, ali je tale Bushmaster temelji na jamajških gangsterjih, kot so prikazani v Predatorju 2? Kjer se vozijo v velikem Cadillacu, iz katerega se vodi ganja. Tudi. Malo tudi, čeprav pač ravno Luke Cage je izredno pohvaljen zmeraj glede svoje pač te rasne, prikaza pač ras in revščine v končni fazi kriminala. Ja, in tudi tu zelo pazijo na to, da niso vsi Jamajčani bad guyi in da pač ni Stonerji. Ja, da ni tako stereotipno. Kot tudi Bushmaster ni zdaj pač neki reefer smoker, ne, ki bi zdaj... Ne, on je izredno inteligenten. Brichten zna razmišljati, zna v bistvu pravilno pristopati, kljub temu, da ima nek hud srd napram Marajine družine, ki jim je oduzela kako bi temu rekel, rumski imperij, ne, torej neko dostavo Ruma. Ampak ni pa zdaj, ne vem, nasilje za vsako ceno, kljub temu, da ga tale srd oziroma jeza dosti žene okrog, ampak kao prijateljek oziroma kao pajdaše, ki jih ima okrog, v bistvu zelo bremzajo. Ne? Pa tudi, ne vem, tista jamajska manjšina v Brooklynu, ki jo parkrat pokaže, ki potem tudi žalostno nastrada, ne? Je prikazana v bistvu kot neko zelo miroljubno, čisto ok mestece, ne pa samo kao neki genci. Ja, skušajo ga tudi lastna, pač familija ga skuša ustaviti tega Bushmastera, pa pač, da ni vse nasilje in da je maščevanje nesmiselno in podobno, ne. Kaj sem hotel še tle omeniti? Mogoče, Luka Cage igra seveda Mike Colter, ki smo ga leto že omenjali v drugi epizodi, ko smo imeli Extinction, ker on pač igra tega šefa, direktorja, tistega nekega čudnega. On je zadnje čase v vseh zadevah, ko rabijo tough, gorilo, ali pa da je handsome. Če je več temnopoltih v filmu, pol bo on ta lep. Aha, ta lepo. Bebe srednjih let bojo tako. Ja, Madonna, on je pa res impresiven moški, no, tle preprosto ni kaj drugega reči. Mislim, da je pač tle, ker se bomo pol tudi o castingu pogovarjali, tle je pač on zelo dober izbran, ampak če grem jaz nazaj na uno, pač meni ima Luke Cage najslabšo super sposobnost, ker je podobno pri Netflixu to, kar je meni problem pri Supermanu, ker je preprosto nenadjebljiv. Pač njega očitno ne moreš ubiti nikakor. In zdaj pač on niti nima kriptona, tako da ne vemo še, dobro, mogoče bo to kasneje, če bo kasneje, ne? Ne, ampak pardon, če te smem, mislim, da v drugi sezoni v bistvu se že pojavi njegov problem, ne, torej, kaj se zgodi, če se nekaj znotraj njegovega telesa dogaja, če pride do metka, ki se zarine noter, pa zariva, ali pa strupi, na primer. To je sicer res, čeprav meni je bilo boljše v drugi sezoni, ker so malo se igrali točno s tem. On je nenadjebljiv in ima popolno samozavest in začne se tam obnašati kot nek kralj tega in na koncu gotovi pač kakšna odgovornost je to, ne, ko mu vsi začnejo, ustavi Bushmastera, ne ustavi Mariah, daj ono naredi, to naredi, ne, in on je dejansko v tem nekem precepu, ki mu vsi govorijo pač kaj mora narediti, čeprav on ni 100% ziher, katera pot je prava, ne, ker dejansko proti obema hkrati se ne more boriti in mora izbrati stran, ker se to naenkrat začne dogajati. V bistvu premisa tukaj v bistvu se dogaja, torej, če ima Mariah, mislim, da to lepo reče, kao vedno mora biti nekdo v Harlem's Paradise, ki drži Harlem pod sabo, zato drugače je kaos. In se tudi zgodi, kao tale manjko šefa, ne, in pride samo do nasilja, ne, in šele takrat se Luke prebudi in reče, shit, to treba popucati, ne, drugače bo folk nastradal, ne. In tukaj zraven je meni tudi v bistvu lep lik, kako se dobro se ta lik razvija, torej Shades v drugi sezoni, ki postane zelo, mislim, njegova dilema, ne, torej, a pomagati Mariah. Shades je najboljši lik. Mislim, v tej sezoni on tu res zmaga, ne, v smislu te zgodbe, ne, stranske zgodbe. Kaj pa najboljši lik meni iz prve sezone in Defendersu tudi Misty?
Aha, Misty v Cageu meni ni bila tako dobra, je bila boljša v Iron Fistu. Ona je pač ena od teh, ki zdaj prehaja med serijami, še bolj, kot je prej. Claire Temple je bila v vseh, pač medicinska sestra je bila najprej v vseh prvih sezoni. Ja, točno, pa ona odvetnica, ki je zdaj skrivnostno, a je mrtva, ni. Jaz sem že pozabil. Ne, zbolela je. Zbolela je, točno. Ima neko bolezen, ki se ne da čisto zdraviti. Točno je, ker zdaj je ni bilo dolgo. Ampak... Ja, mislim, da Rosario Dawson, ki je igral tole Claire, ona je se v vseh serijah pojavila, ampak ona tudi po 4. delu, ko sta bila par z Lukeom Cageom v drugi sezoni zgine, pa mislim, da tudi ona kot igralka je rekla, da bo... Ja, ona ne bo več igrala in je pač pogodba je bila do sem in to je bilo to. Ampak ja, Misty Cage, Misty Knight, zdaj sem že jaz začel mešati. Ne, je bila meni boljša v Iron Fistu, ker sta bile zelo dobre z Colleen, ja. Ja, meni pa ni, mislim, da tukaj v Luke Cageu vseeno... je imela na začetku problem, ona po Defendersih ostane brez roke, ne? In ima neke probleme, torej pa potem tudi njen bivši partner, ki jo je izdal, ne? Vse ta neka navlaka se ji nabira, pa morala malo tudi pri sebi pucati, pa morala malo z Luke Cageom pucati. Ja, to je res, sam meni v drugi sezoni ful gre na jetra, ker Misty 3-krat hoče oditi z policijske, pač noče biti več policajka, ima to dilemo in to se ponovi. Joj ne bom več, polje nekaj pripriča, joj ne bom več, polje spet nekaj pripriča in fulje pač zelo slabo so. Ja, mislim, samo tako bom rekel, kljub temu, ne, da je imela tega recimo večkratne izpade, ne, v tej drugi sezoni mi je bila vseeno koliko toliko stranski lik, pa dobi potem neko bionično roko, kljub temu, da to ne odrešuje njenih problemov. Medtem ko v Iron Fist drugi sezoni meni zdeluje ona zelo enodimenzionalno, ne pride noter, pa kao reče, dobro, jom škife zrihtala, to. A veš kaj mislim, tak je kot nek McGuffin, McGuffin, kao Deus Ex Machina, ki pride pa rešuje neke določene zagate v plot holih, tak mi je delovala. Ja, ok, mogoče je ona povezala pol neko štor, ampak pač meni je bila res všeč za to dinamiko, ko ima za Colleen, no. To se mi je zdelo in da se tam serija, ampak se to bomo mogoče še pol. Ja, no, le se če Luke Cageu, ne, da ne vem zapreč dolgo veliko, ne, tega, ne, Luke Cage potem pozor, spoiler, ne, pač konča se tako, da pač nekdo mora zasest prestol Harlem's Paradise, da se to popuca, ker Bushmaster je premagan. Mariah je zaprta in edino Luke Cage ostane, ki potem se na koncu res usede pa reče, dobro, bom pa jaz glavni mafiozo tlele, kot neki pravičniški mafiozo. Tako da, nastavek za tretjo, ki pa žal ne bo, vsaj na Netflixu, mogoče bo izneto naprej furu, mi je obetajoč. Mislim, sezona se je meni zaključila zelo zadovoljivo. Ja, meni je bil zaključek boljši kot sama. Mislim, tle je še en problem, ne, ki ga jaz vidim in tudi Iron Fist ima ta problem in drugi del, relativno drugi del Daredevila je imel ta problem, da ko se junak super junak rabi super zlobca, rabi neko super silo, ker ko se on bori proti organiziranemu kriminalu, tle je toliko enih problemov, od tega, da serije ne znajo nagovoriti marsikesa pač družbenega, iz česar pač kriminal izhaja, do tega, to bo pri Iron Fistu bom pol več mogoče o tem, pač pri Luke Cageu mi je bil res ta problem, ker jaz nisem čisto na koncu popolnoma verjel, da on mora res to zasesti, ker dobro bil je nek kaos in klanje in ne vem kaj, ampak jaz mislim, da je pravzaprav problem, ki ga ima super junak pri tem, da se bori proti organiziranemu kriminalu, je, da on pač lahko gre pa stolče celo neko tolpo organizirano in zgrabi une mafiozote, ne vem kaj, ampak to je spet ti ljudje so toliko povezani z županom, z občino, s policijskim forsom, da to brutalna sila tega ne more rešiti. Ne. Organiziran kriminal je pa res nekaj, proti čemur se super junak ne more boriti. Ne. In vedno ostane nek preostanek, on lahko prevrže, ampak nekdo drug bo prišel na to mesto. Krati pa se s tem seveda povezane ene družbene stvari, ne od tega, da kriminal pač nisem zato, da odira une boge lastnike restauracije, ampak je tudi seveda to, da daje kruh in službo nekaterim ljudem in to je, mislim, da je bilo po eni strani v Iron Fistu 2 dosti boljš, ker so una gang tistih mulcev, ker so tam in iščejo pač nekoga, ki bi dejansko jim dal denar. Te pa dajmo folku kost za glodat, ker medtem, ko v Luke Cageu rešijo to na ta način, da Luke Cage prevzame žezlo, se pa v Iron Fistu zgodi kaj? Ja, v Iron Fistu pa nimam pojma, kaj se dogaja s tem. To je problem, ne? Zdaj gremo kar na Iron Fista. Okay. Se pri Luke Cageu, jaz mislim, da drugega nima, meni sta bile obe sezoni dokaj všeč. Ni pa tako, jaz mislim, da
pač Mike Colter je ful karizmatičen, vse, ampak tako jaz bi najprej dal. Pač Luke Cage je tam na enem 3. mestu med temi serijami, no, ki jih imamo, ali pa mogoče celo 4. Tam nekaj dobra, solidna serija. Najbolj bi pohvalil, da ne pozabi Musko. Ja, the best. Ja, Luke Cage ima pa najboljšo Musko. Ja, to je res. In polko bom omenil, če slučajno pozabim, ker se bomo dosti pogovarjali tudi o hodniških pretepačinah. Njegova je zelo visoko rangirana, bom jaz dal link spodaj, pač rangiranje iz prvih sezon vseh teh njihovih hodniških pretepov. Ta Cage-ev pretep mislim, da je na 2. mestu, ker ima najboljšo muziko Bring the Motherfucking Ruckus od Wu-Tang Clanov. In jaz mislim, da tisti prizor res Muska naredi tak hype. Pa to je celo prvi del, ne bo, mislim, da mogoče v prvem delu prve sezone on to naredi. No, pa čakaj, by the way, samo še tole. Kjer od Wu-Tangov se že pojavil v drugi sezoni? Ja, v Ghostface? Ne. Ne, zdaj sem pa unije ki je bil tudi v The Wire. Method Man, ja. Točno on je. Method Man, ja. Ja, metoda je not. No, tako da tudi za hip-hop fane Luke Cage. Tako. Če pa ni Rza režiral enega dela vmes? To pa mogoče, ko on je režiser. Ti mu rečeš Rza? RZA. Rza. Rizzle, dizzle, whatever. Ne bom. Method Manu rečem metod. Ja, metod. Cirilin metod man. Skratka, če gremo na Iron Fista. Ne, Iron Fista je režiral. No vidiš. Pa ne v prvi sezoni. Ok, se ni važno. Skratka, Iron Fist pa tako, kot sem rekel, pač istorijo sem povedal. Iron Fist prva sezona je bila dokaj slaba. Tlej se pač mislim, da vsi strinjamo, da je bil mene najbolj pač mortla in ravno zaradi tega, ker smo spet pri teh hodniških pretepih, njegov je najslabši. In če pogledate to spodaj, ko bom dal link, pogledate njegovega in primerjate z ostalimi, čeprav mislim, da vsi linki na YouTubeu ne delujejo, da si boste morali sami poiskati, ampak ta njegov prizor pokaže vse, kar je narobe z Iron Fistom. Prvič, ta igralec je imel absolutno igra pa Iron Fista Finn Jones, ki ga poznamo tudi kot Lorasa Tyrella iz Game of Thrones. Tista lepi, ja. Njegov problem je prvič, da je to zame ne Nicolas Cage, ampak Keanu Reeves 2. To je skratka nek človek, ki nima fucking nobene karizme, razen da je zelo lep človek. No. Če samo za trenutek prekinem. Ok, oprosti. John Wick. Ok, se vem, John Wick pa tudi Neo z Matrice, ampak tam je igral pol robota, to mu gre. Neo je pač tak lik, ki je narejen za to, da ga Keanu igra, ampak v Johnu Wicku pa Keanu dejansko prvič v svoji karieri mislim, da ima full karizmo. No, ok, v Bill and Tedu je. Ja, meni to je, v Bill and Tedu. Sam tam nima karizme. Ti slik ni zgaren za to, da bi imel karizmo. To je tako, kaj že I Love You to Death. To je en genijalen film, v katerem žena proba cel film ubiti svojega moža, ki ga je zadrogirala. Se spomnim, zdaj vem. No, v glavnem Keanu pa John Hurt ali nekdo, ne John Hurt, William Hurt, sta junkija, ki jo najame, da bo ubila. In potem ona dva, kje je srce, ne veste, na kateri strani je srce. In pol odpojeta himno in ga vstreljeta na napačno stran. Ta roko na srce pojeta himno in ga ubijeta. To je ena boljših scen Keanuta, ampak res on lahko igra stupid junkija, ki ne ve, na kateri strani ima človek srce. Ali pa Newta, ki je pač res za njega narejen in potem z Johnom Wickom je pa naredil... No, čeprav, tu bom samo še popogrejal naprej. A Scanner Darkly je od Keanu Reevesa meni najboljši film, kar se tiče. Kljub temu, da animiram tam, ne. Vem. Samo itak ne igra tam dobro, mislim, meni ni tisto nekaj. Poleg tega je animiran, ampak je itak posnet in rotoskopiran. No, če gremo nazaj na Iron Fista, ne. Moj biv za prvo sezono je točno tako si ti rekel, ampak ni zgolj en whole fight scene, ampak on bi naj bil neki fucking kung fu master, martial art master, ki bi mogel biti nenadjebljiv, ne? Pa sploh ne vidimo, kako se tepe. Mislim, predvsem je full problem, da ko so Daredevil snemali, pa videlo se je tudi, da Daredevilu so dali večji budget. Jessica Jones vdari ljudi v glavo. To ne rabiš full hudega kamermana, da bo znal to vredno posnet. Tale
potencira to, koliko vdari ljudi v glavo. Malo se še strelja, njemu Luke nič Cage, ni, ne? Luke Cage. Iron Fist pa dejansko rabiš koreografa, ki ve, kaj dela, in kamermana, ki zna to posnet. In tu je bilo čisto očitno, da ne znajo. Ja, da ne, zna. niso Da niso imeli, dali mu niso imeli, budžeta. Ja, nekaj res zelo slaba koreografija je za noč, ne? Se pravi, zato hočem reči, in ta hallway scene je točno to, ne. V nobenem trenutku nimaš občutka, da so njegovi nasprotniki nevarni, njemu kakorkoli, čeprav pač tako, ki si rekel, ni pa on, da bi se znal nekak tepst, da bi bilo zdaj to, wow, kaj počne, pač čist noč boljši ni ne od Cagea, ne od Jessica Jones, še najmanj pa od Daredevil. V prvi sezoni ziharni. Ja. No, druga sezona pa nekako skuša pač popraviti ne napake, Iron Fist po navidezni smrti Daredevila oziroma Matta Murdocka v Defendersih, skuša on prevzeti del njegovih nalog in se boriti proti kriminalu v mestu. In potem se vse skupaj zaplete s tem, da se mu skušata, kako je že, Joy Meacham in Davos maščevati pravzaprav za vse, kar je naredil v prvi sezoni, čeprav jaz mislim, da Joy ni bilo to hudo, no, ampak ona je to vzela dosti bolj osebno. Skratka, Davos pa je njegov prijatelj Scanlana, ki je bil predestiniran za to, da postane Iron Fist, in mu seveda to blazno zameri in mu hočeta v drugi sezoni oduzeti njegovo moč. In mu tudi moč. In mu tudi tako. In pol se vse nekako zgodi. Kar je meni v drugi sezoni cool je, da Colleen pride v spredje in ravno zaradi tega se mi zdi, da pač tudi z Misty Knight, da zelo dobro delujeta, ker postane nekje na sredi to serija v bistvu njiju. In je Iron Fist bolj nek stranski, pač njegov konflikt v prvi sezoni je bil res badass, ne? On je total nek bogatunček mali, ki se vrne nazaj, ampak in je Iron Fist, Immortal Iron Fist, ampak on stalno popolnoma to ima ta Kunlun, kot da je neka travma. In skozi joka za to svojo mamico in fotrom, pač zdaj se opravičujem, no, ampak to mi gre res na živce, no, umrli so mu pri ne vem kolikih letih, on pa še zmer ne more tako, sam mami, 20 let kasneje, mislim, ali si odrasel moški, ali si... Pa ne samo to, 20 let kasneje in spiritual powers, ki jih skozi meditacijo, ker bi moral to predelati, ali pa ne bi mogel biti Iron Fist. Ne, fora je tudi, da on deluje zelo kao, v bistvu razgledan, pa ponotranjen, miren, pa tako, on živi v parku, tam spi, ne vem, pa samostojno pride od ne vem kot. Ampak, ko pa začne govoriti, se pa vstavi. Dialogi pa da niso za njega pisani. Tako čist nepovezano, ne? Čist nepovezano. Še edinkrat, kjer dejansko sem v prvi sezoni dobil vtis, da so nevarni tisti, ki grejo proti njemu, je, ko so psihiatri in ga zadrugirajo in dejansko deluje. Ja. To je edino, ja. In skratka... Njegov največji bad guy je v bistvu psihoterapeut. No, skratka, in polje ves ta plot s Colleen, jaz mislim, da je zelo v redu, čeprav spet tudi ona išče mamico in očka, ne, tako ga si rekel Igor, tle pač ena travma za Netflix, gleda za ta njihovi board meetingi, morajo biti zelo grozljivi in dramatični. Ja, skratka, tudi ona išče svoje starše, ampak mislim, da je njen plot dosti boljši, no, in da tudi postane nek polnokrven lik in potem še ona prevzame Iron Fist in je totalno badass, pač Colleen je my woman, tako da... Ne, se tudi, če zdaj čist drugo sezono razdelim na pol, ne, torej imaš zgodbo Iron Fista, ki se bori s tem, da se on preveč ukvarja za to svojo sijočo rokco, pa kako mu nekdo želi to rokco vzeti, pa on noče imeti več te rokce, pa ne vem, kaj je odesno. On se samo s tem ukvarja, ne, on pač ne noče niti več želi, mislim, on sploh noče več biti Iron Fist, ne. Medtem ko pa Colleen pa se bori s tem, kako prevzeti nasploh odgovornost, kot da ona želi na vsak način odrast, pa začne na lastno pest, iskati svoje starše, pa reševati probleme v svoj četrti, pa socialne probleme, ona je tam neki skupini za socialno pomoč, pa deli hrano, pa levo desno. Na koncu pa se dejansko izkaže, ne, Colleen, ti moraš imeti železno pest, zato ker pač si je ne želiš kao ta fora. Ja, to je točno pač spet ta nauk vseh super moči je, da vedno mora imeti unike nočijo, ne? To je tako, kot s politiko. Ampak žal v politiki... Ne pri nas, ja, se to pač ne izide. To je tudi pri Jessica Jones čist isto, ne? Ona njena prijateljica se trudi biti isto super kot ona in ona se drugira vse, Jessica pa bi dala vse, da se tega... Ja, Hellcat je, druga je Hellcat, Hellcat ni še, ja. Ja, dobro, se tudi plot vseh teh štorij je približno zelo isti, ne? Najprej junak ima probleme s supermočjo,
hočemo vzeti, ali pa ga nekdo pride premagati in potem se on bori in spozna, da pa mogoče ni tako slabo biti superjunak. Ja. To je pač ena taka. Čeprav v drugi sezoni, v kontrastu z Daredevil 3, kjer se podobno Matt Murdock, slash Daredevil ukvarja s tem, kaj je zdaj superjunak, pa kdo sploh je Matt Murdock. Tukaj je v bistvu Danny Rand, on kar zapopade v to, kako ne rečem, zasvojeno za železno pestjo. Mislim, on hodi zvečer ven pa toče pleh. Zato, ker pač bi rad ful uporabljal svojo železno pest. To zdaj v drugi sezoni je pač to. Pač to je njegov problem. On se potem na sredini sezone zave, to je narobe, jaz sem Junks in jaz moram te rokce se znebiti, ampak mu Davos itak odvzame ta konflikt, pač ker mu itak moč vzame, pol pa na koncu Colin na to pride. Tako, ampak še tik pred koncem jo ima tudi on spet nazaj. To je pa tisti kao end credit scene, ki pa v bistvu s pištolom ostavi neki, veš, takar neki. Kaj torej? On ima zdaj oba. Zdaj ima oba. Nastavljeno je bilo, kot kar naenkrat je zdaj ful več nekih variant. To je tako oprah, veš. You have Iron Fist. To je ček Buffy, da se vrnemo. No, tu bi še sam dodal v bistvu Joey Meacham, ki je drag mešal od prvega dela druge sezone z Davosom, ampak treba še pododati Typhoid Mary. Tako, Mary Walker oziroma Alice Eve jo igra tisti, ki so gledali Entourage ali pa Star Trek. Star Trek, kva buliš stari. Ta ona. No, ona je pa tu kot, kako naj temu rečem, izvrševalec zlodejstev, ki jih si spomni predvsem Joy, niti ne toliko Davos, ampak ona ima pa bipolarno motno. Čeprav pri tem jaz nisem najbolj štekal, zakaj so njo vključili v to not? Najprej kako, da želite Danyja diskreditirati, nekako tako, ker dejansko če Davos hoče pač, če je Davos toliko prepričan, koliko je on badass, bi lahko on ugrabil Danyja, ampak on očitno rabi neko drugo, ker je ona boljša od ne vem, tega nisem najbolj razumel. Jaz sem najprej mislil, da mora biti nekaj, da je v ritualu nekaj, kar mora biti istočasno narejeno in pač on ne more biti na dveh mestih naenkrat. Ampak potem se je izkazalo, da ne, ona ga mora samo grabiti in zvezati in on je tam in to je to. Mogoče je Davos se vseeno bal, ker pač Danny takrat še ima pač železno pest, da ga bo pač zlomil. To je res, ampak zakaj ste pa ona dva mislili, da ga ona lahko premaga? To meni ni jasno. Ne vem, se drugače Typhoid Mary je kar badass, mislim, se Dannyja tudi premaga. Vse je res, čeprav mislim, malo mi je to tako, spet on bi mogel biti nek martial arts expert, pa to sploh ni. Koliko pa so fajti v dvojki? Boljši so precej. Oni so tudi najeli enega prav koreografa za fight scene, pozabil sem, ki je v bistvu že v drugi sezoni so zdaj spet. Mislim, ne, dosti boljše zgleda. Pa tudi več humorja je, problem Iron Fist enka je bil tudi popolnoma suhoparen, tle pa vsaj meni Ward Meacham ful poskrbi za nek humor in za nek ker njegova štorija je pa res čisti podporen lik, postane pač tako malo pač Iron Fist oziroma Randu, Danyju ampak se mi zdi, da vendarle ima dosti človeškosti, dosti skuša pač za svojo sestro stvari rešiti. Pa tudi sam ima ful problema, on hodi nekaj skupino za pomoč. Tako skuša se odvaliti od drog in je v bistvu neka vzporedna štorija Danyju in njegovemu odvisnosti od pesti. Tako da jaz mislim, da je druga sezona dosti boljša od prve, ampak je pa res, da je prva res bila slaba. Tako da nekih hudo na lestvici meni tudi ni. Ne, meni je, mislim, da vseeno on še najnižje. Posel pa Defendersi. Je pa pač problem, mislim, meni je bilo všeč. Je pa zanimivo, če samo za Defendersi povežem, da v bistvu Danny Rand najboljše zgleda kot Kung Fu Master v Defendersih. Pa tudi to, a veš, ker so se oni res tam v Defendersih naučili, da so vse to kritiko, ki je doživljal Iron Fist enka, vrgli nekak not in so ga oni, vsi ostali trije, so ga pač skozi norca z njega delali, da je bogat, razvajen pelček, da nima pojma o pojmu in tako. In se mi zdi, da tle so se oni malo mogoče tudi naučili nekega humora, ki so ga prenesli v dvojko jeklene pesti. To je bilo še najboljše pri Defendersih, kar so ga imeli za punching backsi. Je pa res tako, da je največji problem pač Defendersov, Iron Fista in Daredevila 2 so pač ti The Hand in ta supernatural plot, ki ne gre dobro v ta univerz iz preprostega razloga, ker zdaj, če bomo prešaltili na Daredevila, je to zelo realistično, realistično, v nekih okvirih, realističen prikaz, kakšen bi bil superjunak, če bi res živel dan danes. V tem smislu. In ta nek subplot s tem kjer prinašajo neko
magično ali pa nadnaravno varianto v to vesolje, se jim ni najboljši posrečil. Še mogoče v Iron Fistu najbolj, kar je najbolj banalno, ker preprosto nič ne vidiš skoraj o Kunlanu in unga zmaja še zdaj ni pokazala. Še longal. Sploh ga ne vidiš, ni zdaj nekih zmajev in to nadnaravno in je ves čas pač pravzaprav to meni dober v Iron Fistu, ker so vsi norce delali z njega. Aha, ti si zmaja mogel premagati, da si dobo Iron Fist. Okay. Moj veseli si. Mislim, vse vemo, da si bil v Tibetu in ne vem kaj in si kaj, Bog ve kaj kadil. Pač ta fora, ne, ker pa to v Daredevil v drugi sezone in pa v Defendersih ful pride do izraza, pa s to tudi neravno karizmatično Elektro. Mislim, da je tam zelo pokvarjeno. Mislim, da problem Defendersov in Daredevil 2 je, da tale The Hand se toliko bešajo na tale, kao, njihovo željo po nesmrtnosti, ne? Oni so odpadniki Kandlana in imajo celo organizacijo, kao rečemo temu neka kitajska mafija. Oni so nasprotniki, smrtni sovražniki Kandlana. Ja, tako ne. In oni imajo v bistvu skratka neko krsto, v katero se zaprejo in oni potem obudijo nazaj in Elektro in pa tudi sami sebe lahko. Naprimer, tale Foter Mitchum je tudi se obudil nazaj ali nekaj čakal, da ga obudijo. Ampak tole mi je pa bilo pri Defendersih najbolj glupo. Oni imajo pod tisto bajto kopljajo, ker je tam nekaj, kar rabijo. In potem, ko pridajo tja, so to kosti od dinozaurov, ki je tisti... Zmaje. In ko jih premaknejo, se bo mesto zrušilo. Zveni zelo prepričljivo, Igor. Ne, veš kaj je bilo? A ni bilo taka fora, ni me zmanjkalo neke krvi ali nekega štofa? Oni rabijo nekaj, da so nesmrtni, pač. Oni nucajo tisto, kaj je tam od spota. In edino Iron Fist lahko to odpre ena vrata tam. Zdaj pustimo to, da so te bile jame absolutno prevelike za njihov purpos, ker mislim, grandiozno so to gradili, velike tunele in ne vem kaj. Ampak Defendersi so bili vsi izgubljeni, pa tudi probleme, ker imaš toliko likov. In tudi ta njihov hallway fight, recimo v Defendersih, je sicer super, ampak nima pa nobenega karaktera, nimajo pač. Ker oni se borijo na zelo različne načine. Iron Fist ima pač to, Kate se v bistvu sploh ne zna tepst, on pač samo uporablja to. Medtem ko je pač najbolj pač meni Daredevil, pač on je res najbolj tako ninja style, še bolj od Iron Fista, kar je zelo žalostno, no? Ampak pa Jessica zraven, ki vsake toliko koga udari, pa še bolj z besedami. Ona rani z besedami. Te najbolj bolijo. No, skratka, mislim, da kar lahko prešaltamo na Daredevila, ker imamo 3 sezone, zdaj je 3. zunaj in jaz moram pač reči, da meni se zdela zelo dobra. No? Meni je to top shit. In da še vedno Daredevil, jaz mislim, da najboljša serija od vseh. S tem, ker so začeli pa tudi zadnja, pa upam, da ne zadnja na Netflixu od Marvela, no? To je dobro, to mislim... Vse te serije, Jessica Jones, Punisher, vsi bi se lahko učili od Daredevila marsikaj, vsak posamično nekaj. Ker od enke malo manj v dvojki, ampak v trojki še toliko bolj je Daredevil nad vsemi. Res nad vsemi. Mislim, da dvojka je bil res fail, no? Ampak spet... Ne tako hud fail, ne tako hud. Mislim, še vedno je bil boljš kot Iron Fist. V vsakem pogledu. Pa tudi bil boljš kot Jessica Jones 2. Meni je Jessica Jones 1 ali pa Daredevil 3 sta mi tu nekje. Obe sta full v redu. Jessica Jones 1 mi deluje na full več ravneh, ampak glih to je point tukaj. Ključna identiteta Daredevila je ta njegov katolicizem. In tukaj potem zgubi vero v Boga in vase in to je zelo prepričljivo prikazano in razumeš ga in deluje. In neke take stvari so ful redke v serijah. Pa spet, Charlie Cox je odličen, Matt Murdock. On je bil že odličen v Boardwalk Empire Man, kot pač ta nek irski bodyguard, ki pride pol, mislim, da v predzadnji sezoni. Ampak tle on ima res neko tako... In dober so ujeli, jaz moram reči, to pač neko razmerje, kar se mi recimo ni posrečilo pri Iron Fistu, pač to njegovo brooding karakter, da pač on je full tečen in nesrečen in zgubuje vero do Boga in nima mamice in očka. Mislim, ker si rekel vero v vase, ampak on to spelje radikalno. On ubije Matt Murdocka v sebi, psihološko. Prav reče, jaz nisem več Matt Murdock, jaz sem zgolj še Daredevil. On v tej sezoni postane Daredevil tudi po dnevi, ko ga vidi
z ono kapo pa Ja. očali, to je Daredevil, to ni več Matt Murdock. Ja, to je tudi radikalno popolnoma preobrat. drugače se začne obnašati. ni Ne? več odvetnik. Ja. In tudi, kar so meni v tretji sezoni dobro naredili, je, ene fight scene so neverjetne, ampak posebej zato, recimo tam, ko so oni FBI agenti in on kako posluša, vse kako sliši in kako se res giblje, kot ena ninja. No? Ja. In to, da seveda niti ne omenjam, on ga pretepa v Zaporu. zaporu. Ta nora, tega, Ja, ne, Daredevil je v vsaki sezoni, pač ravno on je itak vzpostavil ta hallway fight, v prvi sezoni, kjer spominja, če ste gledali un film korejski, kaj je že? Oldboya, tako je, Oldboya, pač spominja ta hallway fight na tole. V drugi sezoni imate celo, ker ga s Punisherjem se pogovarja na strehi in ga Punisher malo razpizdi in pol gre on dol in se to svojo energijo usmeri na ta biker gang, ki gre gor na stopnišču. In se na stopnišču, to je nekaj najbolj norega v filmu in jaz mislim, da je pač to top, ampak zdaj, ko vidiš to še v tem zaporu, kjer je pač tudi en kader, kamera, ki mu nenehno sledi in tako, je noro, ampak kar je meni tle in ravno to pač, kar hočem povedati, ne, realistične fight scene, Daredevil ti prav čutiš z njim, kako mu je težko, on je vseeno sam človek, nima super moči, razen tega, da ima nek šišmiš radar in da ne vidi, ampak vidi vse, oziroma čuti vse. In prav poslušaš ga, kako diha, to je tok telesen fight in tega ne zna ponoviti noben drug, bi jaz rekel. Vsi se tako mal ne deluje tok človeški, kot deluje Daredevil. In to je meni v Daredevilu najboljše. Pustimo to, da je to človeško zvezano na katolištvo in na krivdo in vse to, kar imam jaz tudi zelo rad, ker imam rad te karakterje. Ampak to mi je pa super. No. Ne, res, mislim, da v tretji sezoni več eno hitro obnovo bi vsekal, tretje sezone. Ali boš ti, Igor? Lahko jaz. Daj. Torej, Fisk se odloči, ki je bil bad guy v prvi sezoni, in Kingpin se odloči, da bo prišel z zapora in ima načrt, ki se razkriva postopoma gledalcu skozi vsak del. In ta načrt vključuje to, da FBI v bistvu dela za njega. In Daredevil pa njegova pajdaša ga poskušajo ustaviti na vsakem koraku. Pa vsak na svoj način. Ja. In ti kot gledalec imaš občutek, da zdaj pa nekaj ratalo in misliš, bo naredili en korak, ampak vedno je Kingpin 5 korakov pred njim. Kingpin. Ne, sorry, pač ta prizor, komuni FBI agenti, ne, mi imamo svojega šefa, ima svojo šifro in sem jaz bil sam tak zraven. Kingpin. Ja, in točno to. No, in je zelo prepričljivo, to kljub temu, da veš, super je in neverjetno dark. Tale sezona druga je tretja je tak fucking dark, da sploh tisti del, kaj je tam 9. 10. Karen, ko pred zgodbo Karen tele spoznamo, tam res misliš, ok, fuck. To pa ne, je slabo, ampak potem zelo preprosto in prepričljivo razreši vse skupaj. Ne? Tukaj bi rekel, pa, kar je predvsem zanimivo, pa spoznamo novega lika, ki bo očitno bad guy v naslednji sezoni, in to je Poindexter. Agent Poindexter, Dex oziroma Bullseye. Ja. On pa ima sposobnost, da vrže stvari. Da vse zadane. Vse zadane. Ja. On deske ne raje dvigne. Ja. Nisem sicer si zapisal, kako sem pa to pozabil, ker je igralec, ker sem hotel zdaj omeniti. Ja, veš, da ne vem, kdo je natančno, ampak mislim, tip je dober, zelo prepričljiv, tale njegova psihološka. On že štarta psihopat, oni poslušajo njegove kao neke tele kasete, kako se psihoterapeutom v bistvu pogovarja in tako Daredevil tudi spozna, pa ga malo jebe. Ja, on je kot otrok ubil svojega trenerja, ne, pač bejzbola. Pa mačke je ubil, pa podgane je ubil, ja, to pa zvemo, vse, kar pač se pritiče psihopatom. Sociopatom. Ne, psihopat. Mislim, da je on sociopat. Ne, prav ona mu je napisala noter kao psychopathic, manic psychopathic nekaj. Tudi prav. Ja, on je v bistvu zdaj nastavljen kot, če bi more biti bila še 4. sezona, ne, je on nastavljen že kot naprej, pa to še lahko potem čist na koncu rečem, ker je ena povezava z stripi, ne, /X-meni, tako da pozor. Pozor. Ampak
preden prijemo do tega. Bullseye je the best, on vse zadane in je full navaren, zato ker z razdalje je Matt Murdock / Daredevil, mu je kontrapol. Ja. V bistvu Matt Murdock, in to so super naredili. Ja. To so odlično naredili, celo Matt Murdock sam prizna, da v bistvu mi dva imamo glih kontra, jaz moram biti blizu, da ga stovčem. In on, ker me oddaleč mi je prenavaren, jaz moram biti blizu, pa si veže neke vrvi okrog, da ga bo še bolj poškodoval. Veš kaj, ko so bili... Da se ščiti. Ko so konsistentni, je super, čeprav parkrat jim to zelo zmanjka. Ja, jim pade. Ja, ker drugače, meni prvi njun fight je točno to, točno vidiš. Bulletino, ne? Ja. In mi je super, ker točno vidiš, ko sta ona vas skupaj, ko ga on lahko mlati, nima ta deks za burek, ne? Ampak kako hitro je pa on par centimetrov stran, ko mu začne metati vse tiste stvari. Škarje pa svinčnike. Pole pa Daredevil na srce. To je tudi ful vrejo, ker tako vidiš, vedno pogleda na okrog po prostoru in najde najboljše stvari za metati. Tako muster razstava ali bo kulico vzel. Ja, ker drugače ful je bedasto v vseh teh filmih in serij, ker se vsi znajo tepst, ker vsi se ne znajo tepst. In ravno tu so dobro naredili, pa pol na koncu ta Fisk fight z Fiskom, ker on je pa brutalna mašina, on je pa sam tako gora od človeka in lomu te bom do konca. Še eno vprašanje, kako se vam pa Bullseye zdel glede na prejšnjo inkarnacijo? Jaz Farrella ima levo, te prosim. Ki ima tisto tarčo. Tu so dali dober not so dali nazaj kot otrok, si tale Poindexter povezne kapico, gor neko bejzbolsko in je ta isti znak, ki ga ima Colin Farrell v filmu vžganega v čelo noter. Ampak to je to, mislim, tisto najboljše, da pozabimo sploh, ker je ona apologija. Tako da, filma sploh ne gleda, če vas zanima Daredevil, ne, res. Ne, to je serija, ki je... Tu bi rad samo še omenil, mene 3. sezona res navdušila na večjih nivojih. Fisk je zelo zanimiv in on je meni de facto najboljši bad guy v Marvel Universe, tudi filmi, nasploh. Ker Vince D'Onofrio je nasploh je nasploh v bistvu super igralec, še najbolj ga lahko poznate mogoče iz Full Metal Jacketa, ki si v bistvu puškal skozi glavo po njemu. Ali pa z Jurassic World. Ja, noter, ampak gled. Ja, no, on tam hoče ugrabiti na one dinozavrčke. Te dinozaure za orožje. Samo tak, pod listek. Skratka, meni je ta lik zelo zanimiv, ker v bistvu on ima in v prvi sezoni, kjer je bil orang motivacije za nastop, orang za delovanje. In tudi tukaj, ko se on zmaže, pa zliže nekako ven iz zapora, da potem te FBI-jevce dobi pod svoje okrilje, jih zmanipulira in zmanipulira jih na take grozne načine, da ti samo glava peče. Ampak on to vse dela v imenu ljubezni. On želi nazaj pripeljati svojo veliko ljubezen v Vanessa iz prve sezone. In to mi da ful neko plastičnost njemu. Vsa ta potem njegova odigralca, v bistvu tale dostava, ki jo on da skozi ta lik, je na mestu, je tale retorika na mestu, v bistvu ta njegov surova umetnost je na mestu in potem po vrhu še končno obleče tole belo obliko, kot ga poznamo iz stripa, Kingpina. Tako da to se mi zdi ful pomembno v tej 3. sezoni. Pa še nekaj bi omenil. Ne, samo gledaj, Wilson Bethel je Poindexter. Ne vem, zakaj prej sem ga sprejel, se prečujem, ker vmes skačem. Poznamo ga iz The Young and the Restless. Mislim, nekdo, ne vem, mogoče ga kdo pozna. Nikoli ne veš, Igor, ne podcenjuj naših poslušalcev. Skratka, tisti, ki ste gledali The Young and the Restless, ne vas ne bo sram. Mladi in drzni. Tu bi rekel še potem za ene, ki mogoče niso tako natripani kot mi, na bistvu na te neko logiko superheroja, ki se tepejo, poborijo z silo ali pa supermočmi proti zlu, ne. Tale serija zelo dobro dela tudi na zelo psihološki likovni ravni. Mislim, vsi ti liki, naprimer od Matt Murdock sam, Karen pa Foggy, so popolnoma osamljeni in tudi Fisk je popolnoma osamljen in tudi Poindexter je popolnoma osamljen in ta celotna sezona zgradi za njih neko polno plastičnost. Torej, kako se mora Matt v bistvu prebiti ven iz poraza, iz ranjenosti ven zopet nazaj do svojega pravega jaza. Ja, pa najti smisel v tem, kaj počnejo. Karen je tudi v bistvu zapuščena, ona je sama, brez Fogija, brez njega, in išče svoj pravi jaz, ga zgubi celo na mest. Pa še odpustijo jo vmes, odpustijo jo, njena preteklost jo zasleduje, ki je tudi en posebej del namenjen za njo, v 10. epizoda. Foggy ima probleme za svojo družino, ker v bistvu Fisk manipulira vse naokrog in Foggy, ki se tam v bistvu celo javno izpostavlja, to je njegov način borbe proti Fisku, da se javno izpostavlja kot kao tožilec, v bistvu vse to da ful neko lepo plastičnost zgodbi.
Tako da ni zgolj, veš, kako ne rečem, ni zgolj pretepen. Ja, Fogg je drugače ga Eldon Hansen, ki ga poznamo iz The Mighty Ducks, kdor je pač marat hokej. Filme o hokeju. Ja, sorry, jaz sem fan The Mighty Ducks 91, in tam igra on v obeh. Zlobni Islanci. Drugače, če se že gremo to, kdo kje igra, meni je najbolj kult ali Vanessa. Ženska. Vanessa je iz Supermana. Ona je v Man of Steel, igra mamo od Supermana in ima ime, dejansko igralka, ki je direkt za na Krypton. Ajulet Zurer. A ni to nekaj, kar bi bilo bolj Kryptonijan? Veš, ki še ona je igrala v Angliji in demoni. Znanstvenico, ki je bila v onem Cernu. Dvojka od Dan Browna filmi. Ja, ki potem v bistvu z tipom laufa naokrog. Ja, to je ono. Veš kaj, nisem malo je Felicity Jones bila. Edina dobra v bistvu. Ja. Ona je bila še slabša od Ritu tu. Da Vinci v šifri. No, a bi pokomentiral, kako se v bistvu zaključi vse skupaj, v bistvu... Mogoče Igor, ki mu ni bilo tako všeč, še najbolj. Ne, mislim, to, kako se zaključi sam cela štorija, mi je bilo kul, ampak bližnice, ki jo do tja uberejo, so pa ponekod neumne. Prva je bila tale, kot sem že prej rekel, da tale tragični junak Nadim, ki je bil super, njega še nismo menili, Ray Nadim, FBI agent, je super junak, je v bistvu prvič, da je musliman, lik, ki je musliman v neki taki vlogi, kar se mi je zdelo čist revolucionarno skorda, ampak gledajte, čisto običajnega človeka igra. Nima nič s tem, da je on musliman, to je super. Je nek najbolj moralni kompas in tudi, ko zaide, se vrne nazaj. No, in ko on priča pred poroto, dejansko to lahko nekak tehnično rečejo, bomo zavrgli, ker je porota zmanipulirana. Tako fisk. Potem pa, ker se posname video, kjer te iste stvari pove in reče, to je moja zadnja stvar, ki jo bom povedal, preden me ubijajo, pa je pa to čist pravno zavezujoče. Pa ni, tu bi se lahko krigo zastavil, ker vse Foggy reče tam, da v bistvu to bo dosti bolj močno kot tisto, kar je poprej rekel pred ono poroto, ker tisto je zapečateno. To je sicer res, ampak smešno je, jaz se strinjam z Igorom, ker pa je smešno, pol pa bi on, ko so zapečatili, bi mu pač rekli, prid na TV, pa povej to še enkrat. Mislim, nobenega smisla nima, da mora zdaj on to posnet na YouTubeu. Ampak mogoče tukaj fail kao v tem, da pač Foggy misli, da bo to ful pomagalo, kar še nič ne odloči, ker na koncu se pa zgodi, da ostali FBI-ovci, ko vidijo, da je Fisk premagan, se obrnejo in v bistvu tiste pričevanja potem pomagajo njega zapreti. Mislim, gledano bolj široko narativno je to bolj pomembno. Ja, drugače pa pač na koncu pridemo na točko nič, dejansko. Ja, mislim, da serija naredi zasuk. Na koncu se zopet vsi dobijo nazaj, ker so bili posebni. Frendi, The Bestiči, zopet bomo film odprli, Fisk je v zaporu. Pa Vanessa je nazaj. In bo postala... In pol imaš kredit sin, kjer pač neki doktori operirajo na zlomljeni hrbtenici Poindextera / Bullseyeja. Zdaj pa, kaj je meni tukaj zanimivo, ker je pa to ful navezava za stripi, pa še to poudarek. Iron Fist 2 so zaključili, so rekli, ne bomo več delali. Luke Cage so zaključili, so rekli, ne bomo več delali. Pri Daredevilu se še pa nič niso zglasili, ker je tudi najbolj popularna od vseh. Tako da ne vemo, kaj bo. Tu je tudi neka mineštra z Disneyjevimi pravicami, ki je odkupil vso to Marvelovo zadevo. Ampak v zadnji sceni imaš v bistvu doktor Unamuna, ki operira z nekim določenim železom na hrbtenici Poindexterja. In v čem je fora? V stripih je ta doktor ful neki bad guy, ki se bolj ali manj na japonsko veže, ampak je nasprotnik Daredevila. Ampak on v stripih tudi operira Bullseyeja, ampak pozor, z adamantiumom. To pa je že navezava na X-mene, ki so trenutno še vedno pod Fox pravicami, ampak 1. januarja 2019 se to vse seli na Disney. Tako da je za veliko vprašanje, kaj bi Daredevil lahko vse postal. A bi lahko imel noter v bistvu Wolverina, celo da ga rečeš tako. Tako da od meni je bil konec zelo zadovoljujoč, pa ful odprt za naprej. To se absolutno strinjam. Zdaj, kar se naprej tiče, je to zdaj čist, mislim, da je eno vprašanje čist za Disney, ampak je tudi vprašanje, koliko se nameravajo, koliko
Faced B-lista je to njim, ne? Ker oni so v bistvu tele dali Marvelu zato, ker so B-lista, tile junaki, ne? Zdaj, ko so napovedali glih par dni nazaj svoj streaming servis, ki se bo imenoval Disney Plus, tako res hudo ime, Kanal Plus, veš. Edino, kjer so več razmišljali o imenih, so bili športklubi, Športklub 1, 2, 3, 7 do 5 ali 6. Skratka, tam so napovedali že dve zadeve, ki sta čist bolj hardcore. In to je Loki serija z Tomom Hiddlestonom. Scarlet Witch. Scarlet Witch in z Elizabeth Olsen. Ja, in še eno zadevo. Še eno, ok. Jaz sem za te dve slišal. Ne, Star Wars z Diegom Luno. To je pa prequel od Rogue One, ne? Ja. Tako da oni imajo tam toliko bolj ambiciozne načrte, kot zgolj to dalje furati, tako da tele liki ne bodo šli tja. Da bi te like morali inkorporirati kamorkoli noter v svoje, jim je nepotrebno. Da jim Netflix plačuje, jih ne boli. Mislim, tudi ni bilo nikoli rečeno, oni bodo vzeli svoje filme in svoje druge stvari, ki jih imajo dol. Tele Marvel Netflix zadeve bojo pa vedno ostale na Netflixu. Tako da v končni fazi, če se še kakšne zraven delajo, po mojem nimajo problemov. Pa tudi vprašanje, če bojo šli Daredevil filme delati, če bi to hoteli, kar bi lahko mogoče. Ampak vsi ostali liki pa niso toliko zanimivi, pa imajo jih še milijon, tako da po mojem ne rabijo. Ne? Ja, skratka, zdaj bomo, se pravi, Jessica Jones 3 je še v načrtu, ne? Pa Punisher 2. To je že posnet. Punisher mislim, da prije decembra, Jessica Jones januarja. Zdaj, kar so tu pol potencijali, če Disney ne bi hotel teh nazaj, ne? Pa sta dva spin-offa in sicer Heroes for Hire, pa Daughters of the Dragon, ali kak že, ne? Ja, tako. Ja, Heroes for Hire sta se pravi Luke Cage in Iron Fist skupaj, ne? Če sprav razumem, ne? Ja. A kaj pa Uno Daughters of Dragon? Colin pa so pa vse te ženske. Jessica pa Misty. Ja. Okay. To bi jaz gledal, ja. Uno ta prvo me vse ne zanima tok, čeprav se sta ono dva, ki sta skupaj, mislim, tudi sta slava. Onem sta bila super. Ja. V Defendersih ta njun glih, koliko tudi v Luke Cage 2 sta mogoče smo to pozabili omeniti. Ja, del 2. Iron Fist prikoraka in je ves zen in tako. Ga oči neki. Ja, ne pomagamo kaj dosti. Na prstem košu mu dostat neki riše. Ne bi bolj zabavno, da bata Luke Cage pa Jessica Jones, okej. Če ga je treba nokautirati, ga ona lahko mu ful močno v glavo dari. To deluje. Ja, skratka, a še imamo kaj, skratka Daredevil 3, jaz mislim, druga sezona samo tako, kot smo rekli, malo pade, ampak trojka spet dvigne to na neko raven, vsaj prve sezone. Mislim, mene je postilo wanting more. No, ja, definitivno mene tudi. Ful imam pričakovanja visoka za Jessica James, pa tudi za Jones, pa za te stvari, ki jih še nisem videl. Več pa Donofrio, no, če smo pri njem, jaz moram reči, da je to pač, da si ne predstavljam, da bi lahko bil kdo drug. In tudi vsi pač ugotavljamo, da ima on zelo včasih slabe te monologe, on govori pač tudi on zmer o mamici in očku in te njegove travme, ampak Donofria bi jaz poslušal lahko pol dela. Noben problem ni, tak glas ima, tak nastopa, čeprav je totalno gledališki in meni spominja na unga, no kdo ga je že igral, na, zdaj se pa niti ne bom spomnil, na True Detective drugo sezono, kjer so popolnoma za lase privlečeni dialogi unga kriminalca, no šefa, kaj je že on igra ga on. Aha, ja, Vince Vaughn. Ja, Vince Vaughn, ja, ki ima tako take monologe, pa take dialoge, kot da je študiral literaturo še včeraj, no? In podobno ima Fisk, ima vedno tako, yes, I've been, in my childhood, I've been, whatever, no? Skratka, ampak to zna povedati res tako prezenco. Dostavi. Tako, nor je, no? Skratka, in on ima skozi te njegove, mimi so na spletu pač neki, kako je že pač, nek henchman stopi not in reče, Mr. Fisk, there's a car waiting for you, pa tak slika Fiska pa, you know, when I was a child. Ker on res za vsaki ima tak meaningful dialog, da to ni res, ampak ne, tip je nor. No. Ja, ne. Mislim, kljub temu, neki pretiranosti, kao overactingu, ne, recimo, ampak ful ne deluje tako. Mislim, ful ti da to neko širino tega lika noter.
Ker naprimer tudi, ko se v skoraj da zadnji epizodi, ko se on oblači za poroko, ne, pardon, če sem komu zdaj kaj pokvaril, ampak pač tak je, se on obrne in vidi samega sebe kot otroka, ne, ki je bil fotra ravno. Ki je bil fotra na tleh, ne. Ali pa naprimer, ko se on pogovarja z ono žensko, tisto preživelo interniranko iz holokausta, ker želi od nje kupiti tisto sliko, ki jo pogreša v svoji zbirki, ko mu ona pove, tisto meni je taka lepa scena, ne, ko ona pove njemu, v bistvu, si vi predstavljate, kako je gledati lastnega očeta na tleh, ki umira pred vami, on pa jo gleda, veš, tako, ampak se zadrži, ne reče. Ne, tudi, ko je Karen ga pride provocirati, to je noro, ko mu pove, da je ona fentala njegovega najboljšega prijatelja. Tisti, ki ga prav vidiš, kakšna napetost je to, ne? Jaz sem samo pričakoval, zdaj ti bo šla glava. Odgrizno ti bo glava, absolutno je gotovo. Veš, on kak zaigra tisto, ker se v bistvu že tako za stolp drži, seveda snemamo, mislim na radio, veš, ampak pogledajte si, to je noro dobro. On je še v eni vlogi full dober in tudi tam z glasom nekaj naredi nepričakovanega in sicer Veličastnih 7, remake Western. Sem gledal. On pa ima tam, ki je tam, mislim, da moj medved vzdevek. Taki Grizzly Adams. Pol pa ima taki glas, full taki visok, tenek, nižen. In prav to isti človek uspe narediti, to se mi je zdelo fascinantno. Super. No, skratka, veselimo se očitno vsi naprej. Jaz pač upam, da bo. Jessica Jones, jaz tudi zdaj kome čakam. Meni je bila sicer prva sezona tudi tako, ki se rekel, boljša. Tudi David Tennant kot Kilgrave je fenomenalen v tam. Punisher ima ogromno plot holov in pač skozi tega, kaj je že Johna Berntala, skozi ga rešetajo in še on še kar hodi, čeprav ni super junak, ampak to je toliko brutalna in... To je torture porn, tistim, ki to sede, to je to. Ja, da moraš na koncu priznati, da vse je dobra serija, tako da tudi tu čakam drugo sezono, posebej, ker mi je bil ta Ben Barnes, ki ga Billyja Russoja, oziroma zdaj bo Jigsaw, mi je bil zelo dober, se mi zdi. Tako da oboje še čakamo. Jigsaw bo zdaj, kao ste. To razloži potem najbrž njegov bodoči izgled. Moj bog. No, poglejte si, jaz še imam zdaj more. Z finala prve sezone. Tako da obe čakamo, jaz pa vseeno upam, da bo na nek način Daredevil 4, čeprav se je končalo daj mi 4. Čeprav se je končalo tako, da je lahko konec, ne? Ja, vem. Dobro, pustimo zdaj tu Bullseyeja in to, ampak vse to on spet Fiska sprav zapor in obljubijo si Fisk, da ne bo lovil več njega in Karen in Foggy. V stripih je malo more štiva, ne? Ali Bullseye ne zdaj prepelaš, ali tega doktorja uvedeš, ki je v bistvu na Bullseye operiral, ali pa Vanessa v bistvu spostaviš kot anti-junaka, ki je tudi v stripih, ki manipulira ne vem koga. To bi absolutno moralo biti. Ki manipulira ne vem koga, da Fiska nazaj ven spravi. Ali pa, poslušajte me, ali pa Elektra pride nazaj. Ampak mislim, da je poanta tretje sezone bila, da se je zaključila na ta način, da po eni strani, če zdaj pač ne bojo več, so oni pokriti, po drugi strani pa če še bojo imajo. Fair play. Ker recimo meni Iron Fist ni, ne? Iron Fist bi jaz rekel, ne, zdaj hočem vedeti, kaj se je zgodilo, kje sta bila, zakaj ima zdaj še on Fist, ne razumem. In mi je bilo tako, tudi Luke Cage, lahko mislim, da je na nek način konec, čeprav spet, a veš, kaj bo zdaj, kako bo on to fural, ali bo spet spoznal, itak da bo spoznal, da ne more in da mora biti iti nazaj. Take stvari tlepa Daredevil, pa mislim, da je kar v redu, no. Bomo povedali še kakšne, ste prebrala, gledala kaj, da lahko nekaj še priporočimo za konec? Skratka, če ste glih pogledali Daredevila in bi imeli nekaj podobno brutalnega z super junaki, ki so vigilante, ni še na Netflixu, ampak bo do konca leta, drugače pa prek drugih kanalov že na voljo prva DC-jeva serija iz njihovega streaming zadeve, ki se imenuje Titans in glavni junak je Robin, ki se je odselil iz Gothama v Detroit. To pa je bila poteza. Občudujem, ker po moje Detroit je vsem hujši. Njegovi sodelavci so vsi iz Gothama, stari. Tako da je šel na lepše. In tam potem je ena punca, ki ima v sebi nekega demona, ali kaj, to se bo še razkrila, ki ima nočne more o tem, kak si njemu družina umrla in prav njega more najde, bo on zaščito pred drugimi, potem so pa še drugi enaki, Starfire je not, Beast Boy in je lušno. Beast Boy je četrti od Beastie Boysov. Beast Boy je en zelen
fant, alien, whatever, je shapeshifter in se v živali spremeni. In srečamo ga, tak en security guard špila igrce in poliful neki zvok in gre gledat in tak med PlayStation game tak praska tiger. Ogromni, on je čist frikira tiger in začne streljati in tiger zgrabi in pobegne in potem pride ven in se spremeni v fanta in gleda, yes, man. Je špil šel v krasno, tiger. Tako da ima tali sili element uspe balansirati s tem, da je Robin tak nasilen kot Daredevil ali pa Punisher, brutalno pretepe ljudi, jih zlomi hrbtenice, rebra, obraze, pobije jih, reče fuck Batman vmes, demoni so noter, mislim, tak ni, da ni, zaenkrat koliko sem videl, lepo balansirano. Dobro. Mito, ti kaj posebnega? Jaz sem začel gledati House of Cards, en del zdaj sicer, tako da bom oceno še zadržal. Prvo sezono ali šesto zdaj skler. In moram reči, da mi je ta meta-humor, meta-logika, ki je opeljana za manjkom Kevin Spacey, pa kako zdaj obrazložiti, da ga v bistvu ni noter. Genius. Vse v prvem delu, to, kar sem do zdaj videl. Za te zadnji sezoni britanske serije v bistvu on him, ga ubijajo in potem kdo ga je ubil. To je v bistvu, kaj je tu podobna scena? Ne, tukaj za zdaj nič ni nastavljeno, tukaj je samo takoj rečeno, on je mrtev. Pol pa v bistvu kao se ona parkrat, kot je zdaj že v navadi, ne, v House of Cards prebija četrti zid in sprašuje publiko, vse bi radi videli, ne? Ja, ziher. Ampak no, zdaj kar spoilal konec prvega dela, v bistvu si tako pogleda v kamero pa reče, torej vse bi radi videli, ne, kako je Frank umrl, ne, in si natakne njegov prstan, ker non-stop sliši po beli hiši tale dvojni tok od njega, ne, si natakne v bistvu njegov prstan, pa pokaže Fakiča, pa se obrne v kamero. To obrazložitev, kako je umrl. Ne, vse po prvem delu, to lahko vse kaj povem. Lepo. To je mi je bilo, wow, super, z jajci, narejeno, ona je super, zgodba tudi v bistvu kot neka post-Trumpovska Amerika, neka tak, o fake newsu se pogovarjajo, o nekem atentatu, veš tak, zelo cool, no. Druga zadeva, pa ki sem jo pač včeraj na Netflixu pogledal, je pa Blue Thunder, to je pa star film iz leta 83, gre se, torej Schneider, ne, špila noter, poznamo ga iz Žrela. Tisti Schneider, ne, oni drugi Schneider. Režiser, ne. Ne, oni... No, nima Sandlerjev prijatelj. Ne, skratka to, gre se o high-tech chopperju, ki pride in on za to tehnologijo, gre se o državi nadzora, razkrije zaroto, o umoru in potem kako kot policaj preživeti, pa o razkrinkati, pa bla bla bla. Vse nameravajo med pripravami za olimpijske igre LA 84 sfurati, že to je. Ja, tak plušni film, na Netflixu eno, tako da. Ja. No, jaz zdaj pogledal sem 3 dele za enkrat Dr. Who noga, pač moram tle reči, da je ocena malo bolj zadržana. No? Zdaj po 3 delih Jodie se še zelo išče kot Dr. Who, nima še nekega pravega karakterja, razen da je še zmer prikupno zmedena od pač reinkarnacije. In pa štorije zelo nihajo. Prve 2 sta bile kar precej tako, no. Mislim, prva je bila še ok, drugo pol ugotoviš, da še vedno štorije niso najboljše, tretja je bila pa zdaj od Rosie Parks in je bila kar ok, zato ker je bila precej sodobna in ker so nagovorili pač ta rasizem in to, in najboljše mi je bilo, ker se oni pač na koncu znajdejo na avtobusu in ugotovijo, da seveda ne smejo ji pomagati in da so oni od unih belcev, ki bojo sedeli zraven in bojo pač part of tej story, ampak na napačni strani zgodovine. In to se mi zdi ful dobro. Ta njun nenadoma, ko se zgrozijo, fuck, ne, jaz sem na tem avtobusu in moram tu sedeti, zato da črncem vzamem prostor. In mi je bilo, res, to mi je bilo ful dobro, no tako da je 3. del je zelo spet postavil više standarde in jaz upam, da bo dalje. Nismo pa še pogledali 4. pa 5. No to še ne zdaj čaka. Ampak se pravim, zaenkrat nisem bil. Drugi del pol ugotoviš, da ni prvi del bil samo neka priprava in tako, ampak da še niso najbolj našli. No? In tudi v 3. še ona zmer ni nič posebnega, no moram reči, ampak jaz sem pa že vajen, no, da pri Dr. Whoju traja kar nekaj časa, da se to spostavi, predvsem pa rabi dobre zgodbe. No? In 3. del mi je vsaj to dal. Dobro, res dobro science fiction zgodbo. No? In to je v bistvu to, kar sem pogledal vmes. Dobro, jaz sem še na Leafu gledal par lušnih stvari. No, seveda ljudje Leaf je, pa tudi drug teden, ko bo tole
splavilo bo še zmeraj, tako da dajte kaj na Leafit. Ite kaj na Leaf, jaz sem gledal Matangi Maja Mia o tej reperki, tamilski, britanski in je super video, mislim, doku, ful je dobro narejen, ona je res zelo cool. Respekt za njo. Jaz je poznam sam prek glasbe, video spotov nisem kaj dost videl, ampak tole je res impresivno bilo. Tako da priporočam vsem, da si tale film pogledate, na kakršnokoli varianti bo na voljo. Ja. Skratka, to je bila še napoved za Leaf. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 7. epizoda, v kateri smo si za vas ogledali kar 3 Marvelove serije. Lahko cenite to, ker nismo posneli 3 epizod o tem. Poslušali ste torej podcast s srečnim imenom Obot, podcast za serije, filme in risanke vseh žanrov od F do Z, ki jo gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, ne prehitevat Gegič. Igor, mislim, da moraš biti podkrpljen. In Aljoša, nikoli nisem nabiral gob Harlamov. Moj bog, pa res. Skratka, kot bi rekel že, kje se vaju najde na internetih. Kaj počnete, mogoče tudi lahko zdaj v prihodnje. Igor, ti si na Leafu skozi, kaj še počneš poleg tega? Na Leafu sem pa... Gledala bom, imaš, da ti pomagam. Za vikend delam, imam spletno stran Gledala bom, tudi YouTube kanal, pa najdete me na Twitterju, kjer komentiram... kjer imam ful zabavne spopade z ljudmi, ki menijo, da... To, da je Freddie Mercury gay, ni nujno. Zdaj tak prav za res film tat bilo. Glavno, da je muska, pa se imamo fajn. Pa zdaj se eno, če malo razpantel. Preberite si te srede, to je nekaj bolj zabavne. Ne, to pa smo nisi sledili, a to imaš, Alken? Tak je imaš. Ja, ljudje so, ki menijo, da je to najboljši film ever, ker ima ful fajn glasbo noter. Kar se strinjam, glasba od Queenov je zelo fajn. Ja, ampak to ne rabiš film posne, da imaš glasbo od Queenov. Okay. Strinjam, ja. Okay. Ampak v končni fazi definitivno je drži to, koliko vemo Freddiju, da njemu bi pa bilo res čist vseeno. Aha. To je mogoče res. Skratka, kalendar... Kalendar Q, ja. Kalendar Q. Na Twitterju. Mito? Buda mit, oziroma budino meso. Moraš, daj prevedi nam. No, Buda mit na Twitterju in Instagramu, Mito Gegič vse posod drugje, moja spletna stran, kjer lahko vidite moje akademsko delo. Mito Gegič Carbonmate. Carbonmate.com. Drugače pa 27. Novembra pridete v mestno galerijo Krško, kjer boste lahko vživo videli vse te iste blodnje. Ja, razstava, ja. Ja, jaz sem Aljoša Harlamov, Al Harlamov na Twitterju, na Facebooku pač mi je ime kot mi je ime, mislim, da na Instagramu enako. Tudi Instagram. Enako. Ja, tudi Instagram niti ni tako važen. In to je bolj ali manj to. Igor, kdaj pride Peščeni planet? To si mogoče pozabil. Da už dostavo Spice. Ja. Na knjižnem sejmu prvi dan bi naj bilo par izvodov že tam in potem sproti. Za prednaročnike? Mislim, da že takrat dobite torej 20 do 25 lahko pričakujete. Ja, veš, kaj nisem. Pozabil sem že. Ja. In boš tam in boš podpisoval izvode. Lahko, če kdo hoče. Pišem gor. Če kdo razumljivo noče tega. Pa tudi ni treba. Lahko fejkaš od Frank Herberta. Ja, 25 € pred naročilu, mislim, da je še kar verjel, pa hardcover je lepo izvedba. Ja, to bo. Super. Ja, jaz sem tudi eno knjigo zunil, ampak se ne bom hvalil. Ne. Ja, gledaj, če smo že, pač moj pregled Cankarjev album, za Cankarjev album sem sestavil biografijo v bistvu Cankarjev. Ivan Cankar, literarni revolucionar je naslov. Naslov sem izbral jaz in bom zanj dobo po glavi enkrat slejko prej. Skratka, bo tam moja biografija, se to nima nič žanr, razen da je Cankar žanr zase. Ampak zakaj pa tvoja biografija Mislim, biografija...
Jaz sem napisal biografijo Ivana Cankarja za to knjigo. Ne bom moja. Ja, bi pa bilo kar zabavno, čeprav nima tako podobne biografije. Skratka, knjižni sejem je čez 2 tedna. Mogoče bomo poslušate čez en teden. Ja, če to poslušate čez en teden. Mi bomo poskušali naslednjič malo pogledati, kaj je na knjižnem sejmu in kaj žanrskega bomo tudi vam posredovali. No? Bomo v naslednji epizodi vključili tudi... Nismo pa se še točno odločili, kaj bo naslednja epizoda, tako da stay tuned. Ja, že vem, kaj bo. Samo mitove. Skratka, kje sem ostal. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov. Dajte nam tudi kakšno oceno na iTunesih, podprite platformo Apparatus, bodi si z denarjem, bodi si z enako šeranjem in lajkanjem, s poslušanjem. Platforma Apparatus ima nekaj odličnih podcastov in lahko jih poslušate, ko greste na jogging ali pa med tem, ko se pozno po noči na ljubljanskih ulicah borite s kriminalci v svojih superjunaških pajkicah. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot in tja lahko smerite vprašanja, pripombe, komentarje, kamenje, karkoli želite, pritožbe, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Dajte nam kaj tudi predlagati, mi smo zelo odprta druščina in radi gledamo, poslušamo in beremo. Sicer pa se slišimo spet čez 2 tedna.